Ja, prav lep pozdrav tudi iz komentatorskega mesta v Mariborskem Ljudskem vrtu. Drage prijateljice in prijatelji nogometa, dobrodošli v našo družbo. Zadnja današnja tekma v 22. krogu prve lige Telemach bo štajersko-prekmurski derbi med tretjeuvrščenim Mariborom in šestouvrščeno Muro, ki ju na lestvici loči 13 točk. Vijoličasti se potegujejo za najvišja mesta, še vedno tudi za naslov prvaka. Črno-beli se želijo približati evropskim pozicijam oziroma se stabilizirati nekje na sredini lestvice. Ob meni danes na komentatorskem mestu pozdravljam debitanta v tej vlogi, bivšega trenerja Mure in seveda še dlje tudi ljubljanskega Brava. O katerih smo prej govorili, da jih drugi igralci nimajo. Championship je ena najtežjih lig na svetu, pravijo, najbolj zahtevnih in toliko nastopov govori. Mu za priložnost in gol! Hilal Sudani po napaki v Murini obrambi v 11. minuti. Vodstvo Maribora za 1-0 po zadetku Hilala Sudanija. Na pravem mestu, v pravem času, peti zadetek na 14. tekmi v tej sezoni za Sudanija, ki je dobil seveda tudi zadnjo nagrado za vijoličnega bojevnika pri Mariboru. Poglejmo pa še enkrat, kako je šla akcija. Neposrečeno izbijanje. Skozi predložka in morda nevarnost proleta do strela mimo gola. Lepa priložnost, da je tudi za Muro 27. minuta Borna Proleta. Dobra reakcija, vključil se je Vrbanec. Podaja proti Kurežu v sredino, Mura nadaljuje, Pišek do strela in potem še Wiesinger prek gola. Sijajna priložnost za Muro, to da ostaja 1-0. Neke težave s Sudanjem, potem se je odločil za tisto, kdor leži, ne beži, ampak obremenjen z rumenim kartonom ne bomo lahko. Tudi to je seveda zdaj treba vzeti v zakup. Ta rumeni karton, še prej pa prosti strel, spet Elmas. Tete, kakšen zaključek, Benjamin Tete, neubranljivo v 44. minuti za 2-0. Peti gol v mariborskem dresu v slovenskem prvenstvu za Teteja. In udobna prednost za domače pred odhodom na odmor. Lahko je zadovoljen Boštjan Cesar. Ob njem tudi Aleksandar Radosavljević. Danes zdaj krasno Elmas proti Aliju Regbi. Priložnost morda za Maribor. Regba preigrava, strelja in obramba Raduhe. Elmas in Širvis. V sredini Jan Repas, pa potem Žiga Repas z razdalje. Še ena obramba Raduhe. Skače Boštjan Cesar ob robu igrišča. Dobro je skočil Čakš. Še enkrat Elmas. Odža v sredino, Mbondo poskuša strelom in obramba Raduhe. Krajnc nazaj do Teteja, pa zdaj Meri Luoto, ki preigrava in poskusil je tudi z udarcem prek vrat. Ali Regba je krenil, lovi ga Luka Kerin. Regba pa nadaljuje v kazenski prostor, podaja pred vrata, Meri Luoto je bil tam na koncu, spet Raduha. Odkupili za tisti poraz proti Bravu. Kako zadovoljni ste z današnjo predstavo? Hvala za čestitke. Zelo sem ponosen na fante.
Tudi pričakoval sem, da bojo tako reagirali in vsa čast za dobro igro in za 3 pike. Hitro ste dosegli zadetek, na to pa je nastopilo obdobje, ko se je zdelo, da je Maribor nekoliko trpel. Bi se strinjali s tem, kako ste videli ta del prvega polčasa? Ja, smo trpimo vsako tekmo, imamo kakšno obdobje nekih 10 minut, ki nismo toliko zbrani, ampak danes smo pokazali karakter in tudi teh 10 minut smo prebrodili in mirno tekmo pripeljali do konca. Olimpiji ste se vsaj začasno približali na 6 točk zaostanka, sedaj vas čaka na papirju morda lažje gostovanje pri Radomljah, a v praksi zagotovo ne bo tako. Za Maribor ni lahke tekme, tako da odvisno je od nas, koliko smo mi zbrani, kakšen karakter imamo v določenih tekmah in gledam na svoje igralce in verjamem, da ta karakter od danes prenesemo tudi na naslednjo tekmo. Gospod Cesar, hvala in srečno. Hvala tudi vam. Congratulations for your 6th goal for Maribor. How happy are you with today's performance? Obviously, I'm happy the team won. I feel good about the win, scoring and then helping the team. I'm glad. I'm happy. It seemed like the team was struggling, even though you were up 1-0 in the first half. There was a period where Mura was dominating, but then you stepped up, you scored a decisive goal. Could you walk me through it? What was in your mind when you got the goal? I don't think that they start dominating the game. Obviously, it's football, and then everyone can play. So I mean, they got the rhythm, and then we got back, and I'm happy that I was able to score and then put ourselves up front again. So yeah. You came here less than 6 months ago. You played your 10th game today, and you already scored 6 goals. An amazing form for you. How are you finding it so far? How do you feel in Maribor? Like I said, in every time I got into, I feel good. I'm happy to be here. The staff are amazing. The management are also amazing. We've got a good group, and the changing room is good. So I mean, I feel happy to be here. Thank you very much, Benji, and good luck. Thank you. Matic Vrbanec, poraz v Ljudskem vrtu, zagotovo z izkupičkom ne morete biti zadovoljni. Ja, pričakovali smo težko tekmo, pričakovali smo, da bo Maribor stisnil. Na začetku prvih 15 minut so nas stiskali, nismo prišli ven, potem smo se malo sprostili, nekoliko popravili igro v napadu, ampak prejeli tisti drugi zadetek iz prekinitve in to je bilo dovolj, da so zmagali. Ravno predno ste prejeli tisti drugi zadetek, ste imeli sami kar nekaj priložnosti, tudi sami ste poskušali, a žoga ni zletela v mrežo. Bi lahko rekli, da se nekako ponavljajo težave Mure, da ne znate priti do zadetka, ko je to najbolj potrebno? Ja, mislim, da smo pri 1-0 za Maribor imeli lepo priložnost, da izenačimo. Potem je drugi gol popolnoma spremenil potek igre in moramo biti drugič bolj skoncentrirani, da to poentiramo. Hvala in srečno. Hvala. Gospod Oskar Drobne, poraz 2-0 v Ljudskem vrtu. Kakšen je vaš prvi vtis po odigrani tekmi? Opa, dobili smo jih poriti, bom rekel, brez izpolnjenega nogometka, se reče. Morali bi, če hočemo biti tekmovalni, bi mogli veliko boljši biti v duelu. Enostavno dobili smo 2 absolutno prepoceni zadetka. Maribor pravzaprav nekje do 70 minute sploh ni imel priložnosti. Mi smo jim sami dali to, kar smo jim dali, na koncu smo se odprli, smo imeli par konter. Prvi polčas pa mi tudi neučinkoviti iz situacij, ki smo jih pa imeli prvi polčas, res dovolj, da zabijemo. Nažalost je bilo z naše strani danes to premalo, da bi kaj dobili, preveč napak in sve čestitke Mariboru. Bi lahko rekli, da ima Mura še naprej težave z realizacijo, že druga tekma brez zadetka. Čeprav, če pogledamo prvi polčas, sami ste dali ogromno priložnosti, na to pa, ko bi ga morali zadeti, ste ga dobili. Ja, seveda, vedno nam je v tem zaključku, nam je nekaj zmanjkalo in pa potem ta prekinitev, kjer so stvari težko, če dobiš taka 2 gola iz nič pravzaprav je zelo težko, ampak vseeno, pravim, da smo kot ekipa danes moramo si naliti čistega vina, dali premalo, premalo je bilo tiste pozitivne želje. Novinca, Sana in pa Deusen sta začela od prve minute, kakšna bi bila nekako hitra ocena njune današnje predstave? Pa dobro, fantje so z nami, Dekojene je pravzaprav od drugega kola že z nami, Sana se je priključil ta teden,
Sigurno določene stvari morajo se taktično loviti, ampak gledajte, tisti prvi polčas je odigral zelo solidno, tudi po njegovi strani smo bili kar nevarni, tako da nimo kaj. Sta se pa zgubila oba dva v sivino ekipe. Sedaj časa za počitek ne bo veliko, že v sredo vas čaka pokalni obračun doma in pa še domača tekma z Bravom. Kako sedaj naprej? No nič, treba fante vseeno pohvaliti za vse do zdaj. Pač, če smo danes malo klesnali pod velikostjo Ljudskega vrta, se nam to ne sme dogajati na domačih tekmah. Čvrsto, kompaktno, konkretno in z željo po zmagi, po doseganju zadetkov moramo iti naslednje tekme. Gospod Drobne, hvala in srečno. Hvala lepa.